ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V tokratni oddaji bomo govorili o tistem, kar mogoče mlajše generacije ne poznate, mi malce starejši se pa še spomnimo, nekateri so bili pa celo zelo aktivni. Govorili bomo o tako imenovanih delovnih brigadah. Z nami v studiu sta gospod Koloman Lainšček. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Z nami v studiu pa je tudi Borut Slanšek. Dobrodošli. Oba sta tako ali drugače povezana z brigadami, pa ne se sliši brigada, to nekaj na vojsko, ne? Ampak s tistimi delovnimi brigadami. Pa mogoče čisto za uvod, imate zanimivo ime Koloman, pa tudi zanimiv priimek, znan priimek Lainšček. Vas bom kar vprašal, prihajate verjetno iz Prekmurja, ne? Ja, pravilno ste zaključili, sem Prekmurec po srcu in duši, tako da tega nikoli ne skrivam, sicer pa živim že 35 let v Velenju, nekako tako da sem zdaj in Velenčan in obenem tudi Prekmurec, kar zelo rad poudarim. Ste pa tudi brigadir, ste pa tudi rudar bili, ne? Tudi. A vas je to rudarstvo popeljalo v Velenje? Ali ljubezen mogoče? Ne, šlo je nekako za zadevo, ker izhajam iz bolj revne družine, takrat tisti časi nekako in je rudarska šola pač bila takrat edina, ki je nekako bila zastonj, kjer smo imeli in internat in prehrano in šolanje, vse je bilo zastonj. Pač sem nekje potem videl to edino nišo, da lahko grem naprej v šolo. To je srednja šola, rudarska poklicna šola, ki sem jo tudi naredil, čeprav je bilo veliko posmehov, kajti takrat me je bilo malo manj skupaj kot danes, ampak začel z rudarstvom in tudi zaključil, tako da sem zdaj že srečno upokojen. Pa to ste mi prej tudi dejali, prav o tej velikosti, da Prekmurci niso glih košarkari, ne? Ja, zdaj, če rečemo Prekmurc, potem nas hitro povežejo z Milanom Kučanom, ker nekako se potem vidi, koliko smo veliki. Res košarkašov v Prekmurju veliko ni. Kakšne pa imate spomine na šolanje v Velenju, na rudarsko šolo? Takrat vem, da je v Velenju, tudi mi smo imeli tu internat, da je bilo veliko verjetno teh pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov, ne, ki so se šolali za rudarja. Ja, moram povedati, da je nas bilo 5 Slovencev v 5 razredih, se mi zdi. Zanimivo, ne? Poklicne šole, ja. Da se niso odločali tudi Slovenci bolj množično za rudarski poklic. Te šole pretežno, koliko sem jaz zaključil, potem smo prišli bolj kot ne vsi tisti, kateri nismo imeli finančnih sredstev, da bi lahko se vpisali v druge šole, pač starši niso bili premožni in nekako smo bili ali samorastniki, ali tisti, ki jih je usmerjala socialna služba. Res je pa, največ je prišlo iz juga, pretežno iz Bosne. Vendar veliko je tudi potem odšlo, kajti ta rudarski poklic je na prvi pogled izgledal zelo lepo, potem se pa to nekako pokazalo, da ni tako enostavno in da ni tako lahko. Vendar pač, kjer smo vztrajali, smo zdržali in šli do konca.
Ste še ohranili kakšne stike s svojimi sošolci iz mnogih bivših republik? Vsekakor imamo stike, tudi kot brigadirji imamo stike. Moram povedati, da smo bili ta vikend bili v Kikindi, kjer je bilo srečanje ali zbor brigadirjev nekdanje Jugoslavije, kjer smo se zbrali iz vseh bivših republik in nekako podoživeli tiste lepe trenutke brigadirstva. Sicer je pa njih to malo drugače urejeno, kajti njih še zmeraj tudi podpira in financira država in občina in tako naprej. Žal, pri nas je to zdaj malo drugače spet, kajti brigadirji nekako ne sodimo nikamor. Nismo ena ekstra populacija, s katero se trenutno pač obadamo, kaj bomo naredili, da pridobimo status in nekako, da prepoznajo ta del, ki smo ga mi vložili v zgodovino, če smem tako reči, kajti ta del zgodovine slovenskemu narodu manjka. Se pravi, nekako je neprepoznavno, zato tudi mladi v brigadirji skoraj ne vejo nič in nas sicer povežejo z vojsko in ne vem, s kom še vse. Žal, mi delamo trenutno, tudi zato smo ustanovili Zvezo brigadirjev Slovenije, katere sem predsednik in se zalagamo, da bi pa le nekako te zadeve zapisali v zgodovinske knjige in tudi v učbenike, vsaj toliko, da bi zanamci vedeli, kaj je to bilo. Ker rad poudarim, da če si zaslužijo zgodovino vsi zločinci sveta, potem tudi mi, ki smo delali dobra dela, si verjetno zaslužimo. Ste pa tudi aktivni pri brigadirjih v Velenju, ne? Ja, tudi tam ste pa ustanovitelj, kako? Sem ustanovitelj Društva brigadirjev Velenje. In nekako je to v meni tlelo že od leta 90, ko se je pač razpadla nekdanja domovina, kajti mi brigadirji smo zelo povezani in zato radi rečemo, da smo tovariši. In jaz v šali večkrat rečem, da tovariš beseda ima večjo težo od tega, da si komunist. Ker ko rečeš nekomu tovariš, reče, ja, to so komunisti, pa ni res. Tovarištvo, to je en pojem, jaz pravim besede s težino, ker tovariš je le tisti, ki ti je zmeraj pripravljen pomagati, priskoči na pomoč. In verjetno je to tovarištvo najbolj prepoznavno ravno v revirskih krajih, tako kot je Velenje, Trbovlje, Zagorje, kjer so bili rudarji, kameradstvo ali tovarištvo. In to je tisto, kar je tudi v brigadirstvu zelo, zelo poudarjeno. Glede na to, da naši gledalci tole oddajo spremljajo na praznik dela, bomo potem še kakšno besedo o vašem tudi rudarskem delu, kako ste ga upravljali, kako ste doživljali praznike takrat, kako danes. Prav je pa, da damo besedo tudi drugemu gostu, Zagorjanu, Borutu Slanšku. Čeprav družina Slanšek, ste mi prej dejali, izhajate iz Gor nad Hrastnikom, pravzaprav iz Turja. Tako da jaz prihajam iz Hrastnika, moj soimenjak Bogdan je pa Zagorjan. Tako, ja. Ja, mi smo pa v Zasavju tudi čutili potrebo, da se ponovno organiziramo. Nadeli smo se ime Klub brigadirjev Zasavja in smo povabili vse brigadirje, ki so kdajkoli, kjerkoli sodelovali na kakršnekoli mladinski delovne akcije, da se nam pridružijo. Trenutno nas je okrog 70 in po podatkih, ki pa jih imamo zbranih v arhivu, je pa v Zasavčanu v letih 45 do 90 sodelovalo okrog 1000, tako da je še dovolj prostora za vse vas, ki še niste se vključili v delo naših organov kluba, da se nam pridružite. Najdete nas na spletni strani ali pa pokličete na 041 706 707, kodar bomo z veseljem vam dali vse podatke, ki jih rabite. Kje pa imate sedež društva? Pa kje je bil mogoče tisti ustanovni zbor? Ustanovni zbor je bil v Hrastniku v Delavskem domu 20. januarja 2011. Sedež pa je pri meni doma, na mojem domačem naslovu Bobn 17, kodar je tudi sedež našega kluba. Ste pa, mislim, da bili tudi že v Zagorskem Europarku, ste imeli že tudi nekaj aktivnosti. Ja, vsako leto skozi program dela se srečujemo z večjimi nalogami zadanimi in eno izmed zasavskih delovnih akcij smo organizirali tudi v Europarku Zagorje skupaj z Pehtami, kjer smo jim
pomagale pri fizičnem prestavljanju kamenja, sejenja, čiščenja okolice, hiško smo popravili, žlebe smo napeljali. Tako da je bila zelo prijetna akcija, nas vseh Zasavčanov, bilo nas je 80, celo župan Švagan nam je pomagal par rožic posaditi, tako da je bilo zelo prijetno delovno vzdušje in moram reči, da po zaključku akcije je bilo prav lep pogled na ta urejen vrt Tete Johance. Še vedno je, no? Ki je, še danes sem ga obiskal, preden sem prišel v studio, prav lepo izžareva to toplino ljudi Zasavja skozi zdravilne rastline. Seveda bova šla tudi v zgodovino, ampak kaj zdaj v bistvu delate brigadirji? Brigadirji poskušamo ohraniti spomine na obdobje, v katerih smo z svojim lastnim delom in mladostno zagnanostjo dosegli to, da smo v kraje, ki so bili bolj, bom rekel, zabačen, slabo infrastrukturno oskrbljen, napeljali od vode, cest, telefona, elektrike. Prinesli smo tudi nekaj kulturnega pridiha, vse smo organizirali razne krožke, razna družabna srečanja, srečali smo se z lokalnimi ljudmi, z otroci, z delovnimi organizacijami, tako da smo se dejansko za mesec dni, kolikor so akcije trajale, prav upeli ali pa uživeli, udomačili v okolju, kodr smo živeli in delali. Zjutraj smo bili aktivni delavci 8 ur, popoldne smo bili pa potem kulturniki in pa sokrajani kraja, kjer smo delali. Torej, ohranjanje spomina na takrat, kaj pa zdaj? Dobro, omenili ste, da ste tam vrt Tete Johance, se mislim, da reče, pomagali preurediti, ne? Ja, zdaj ena druga odmevna akcija, ali pa v naslednjem letu smo se pa odpravili v občino Trbovlje, smo tam poiskali projekt, ki je bil trenutno aktualen, to pa je bila tale zgodovinska učna pot Prusnik, ker smo tudi z eno, bom rekel, enodnevno delovno akcijo očistili del poti med Petrolom in pa med tem brzicami Prusnika. Ja, mislim, da je Mol, ne? Ja, Mol, no. Tako, ja. V glavnem med bencinsko črpalko in tem Prusnikom te prehodne poti. Zavod za gozdove je zagotovil tudi te table orientacijske, smo te zadeve postavili. Skupno z Mladinskim centrom smo iz palet naredili tudi klopi in smo te klopi namestili na ta počivališča. Na koncu je zelo lep razgled na Savo, ne? Ja, na koncu je pa zadeva se končala s kulturnim programom, ko so sodelovali osnovne šole in pa tudi podžupanja ali današnja županja je zadevo otvorila. Mi smo osnovno govornico celo iz slovenske filantropije, gospod predsednico Ano Mikuš, ki je pač pionirka prostovoljstva v Sloveniji, tako da smo tudi z njimi navezali kontakte in stalno gledamo, da naše delo usmerimo še vedno v šibkejški sloj ljudi, ki si sami težko ali sploh ne morejo pomagati, tako da imamo stalen kontakt z domi za ostarele, potem gledamo, da se delujemo v Anini zvezdici, dan za spremembe, krvodajalske akcije, tako da stalno neki probamo naši družbi in sebi pomagati. In letos kaj bo? Kakšnega zanimivega? Ja, letos planiramo, da bomo tale projekt Ojstro, ki se med Trbolom in Hrastnikom na teh rudarskih površinah nekaj dogajajo, da bomo v sklopu tega projekta tudi izvedli akcijo, ne vem, ali bo to zasaditev, ali bo kakšne poti, ali bo kakšna tlakovanja. V glavnem na tem projektu zdaj delamo in to je za letos ta večja zadeva, to, kar je krvodajalstvo, pa te majhne stvari pa sprot tečejo kot vsako leto. Ja. No, še nekaj o vaših aktivnostih, recimo Velenčanov? Ja, tako kot je Borut povedal, tudi mi nekako imamo sorodni program kot brigadirji, ne. Letos smo sicer imeli že 3 akcije, čistilno akcijo, pogozdovanje smo imeli, 4, krvodajalsko akcijo in tako naprej. Ta vikend smo bili v Srbiji na obisku
pri njih. Se pripravljamo na obisk 6., 7., 8. junija v Brezi v Bosni, kam smo povabljeni. Upam, da nam bo uspelo, kajti problem so finance ponavadi, a ne, to je ta velika zadeva, ker, ko smo rekli, plačamo vse iz svojega žepa. S tem, da promoviramo pač nekako in občino in državo, zvezo kot državo, tako. Je pa to en korak naprej v brigadirstvu na Slovenskem, nekako na ta način tudi pridobivamo gradiva določena, kajti veliko slovenskih brigadirjev je bilo v južni kraji, tam je bilo več brigad, več akcij kot v Sloveniji. In nekako po 30-40 leti srečati nekoga, ko si bil z njim v brigadi, je to eno neopisno doživetje. Ja. Zakaj ste se recimo prvič vključili v brigado? Kaj je bil povod? Kje ste bili? Jaz sem se vključil v brigado leta 1976, po pravici povedano sploh nisem vedel, zakaj se gre. Takrat sem prišel v rudarsko šolo v Velenje in je kar naenkrat od nekod prišel en poziv, češ v soboto se gre na delovno akcijo, gremo vsi na akcijo. Sem rekel, v redu, gremo, saj nisem imel kam iti, ne. In smo šli na akcijo. Mislim, da smo šli, prva akcija je bila, da smo šli polagati drenažo na letališče, kopati jarke za drenažo in mislim, da od takrat naprej sem jaz začutil, da je to nekaj zelo lepega, kajti ta skup mladih ljudi, ta pozitivna energija, ki zavlada na delovišču takrat, ko se zberemo 50-100 brigadirjev, ta zanos, recimo, ko je bil takrat, zato včasih se prav občudujem ljudi, ki jih imamo med naši društvi, ki so stari 80 in več let in se odzovejo na delovno akcijo. Pridejo delati in so enako vredni. Mogoče strani, ko nas kdo opazuje, kajti mi imamo eno posebnost, brigadirji se tikamo, ne glede, ker brigadirjev ni stari in ne mladi. Brigadirji so samo brigadirji in smo večni. In na tem vztrajamo in za nekoga je malo nevljudno ali češ, ja, kako pa ti zdaj človeka kar tikaš, saj nista ovce pasla, ne. In jaz rad rečem, smo pa brigadirja. In to je tisto, kar zelo, zelo prevaga tovarištvo. In se pravi, to je ta beseda, ki ima globlji pomen od samo tega, kot nekateri misli, da tovariši so samo komunisti bili, pa ni res. No, ko nekateri, ki niso bili nikoli v brigadah, slišijo delovne akcije, brigade, vsi veliko krat rečejo, ja, vse to so pa bolj šlo za zabave, zvečer, ne, plese, ob tabornem ognju, pa ni bilo tako, ne? Žal, razen dela so bile to druge stvari. Brigadirski dan je potekal zjutraj od 6. Čisto normalno kot služba. Zvečer do 9, 10. V 10 je bilo skrajno, tisto res zadnje. Sej si lahko bil po koncu, ampak zjutraj, ko je bila ura 6, pa mogel biti v stroju. In je bil nekdo, ki je nekako skrbel za to, za disciplino? To se je videlo točno hierarhija, se pravi od komandanta naselja, komandanta brigad, namestnika, dežurni, ki so bili zadolženi za to, da zjutraj zbudijo. Zdaj včasih je bila tudi pesem, je bila truba, da nas je zbudila in to je bil pač en sistem narediti na ta način, katerega smo zelo hitro sprejeli. Mogoče prvi dan ali pa drugi je bil malo hud, ker ni bil fizično navajen delati, ga je malo bolelo, ampak kljub temu, ta tretji dan smo pa bili tako urce. Ni bilo recimo nekih izjem, da bi nekdo rekel, zdaj pa jaz ne morem, pa ne bom, ker s tem bi sam sebe ponižal. Tudi če se je kdo malce poškodoval, ne? Ja, skrival, ne? to je ravno tista velika razlika, ker danes, če se nekdo škoduje, je prvo, da poštudira na zavarovalnico, koliko bo kasiral, takrat tega ni bilo. Ponavadi smo se skrili, si uvil, nekako imeli smo tudi svoje sanitetke, ki so bile pač punce, pretežno včasih iz medicinske stroke, so imele torbo prve pomoči in seveda tu so bili žulji, tu so bile urezline, usekanje, da se je kdo posekal tudi mogoče malo, ne, če ni bilo zašivati, pa tek smo to, kar sami oskrbeli in uredili, je pač bil 2 dni dežurni doma v naselju in
na ta način noben ga ni tožil, noben ni jokal. Če si kaj naredil, pravim, si ponavadi skril, da ostali niso videli, koliko si neroden. No, ne vem, če veste, pri nas v Zasavjih imamo eno nogometno ekipo, malo nogometno ekipo, ki se že, odkar jaz spomnim, ne, pa že dolgo igra mali nogomet, imenuje Udarnik. Tu vidim nekaj značk, ne. To so udarniška priznanja. Tako. Udarnik ni bil vsak brigadir, pač, ne, udarnik pa ne. To je res. Udarnik je pač, kako bi rekel, da ne bom zdaj nekoga užalil ali pa poveličeval, udarnik je nadpovprečno priden brigadir, ki je dosegel vse parametre, ker bili so parametri in potem na koncu se je ocenjevalo, kdo si zasluži, kdo si ne zasluži in na ta način je potem se odločalo, kdo bo dobil značko in kdo ne. Zdaj tako, ta značka je res zaslužena in jo moraš kar, kako bi rekel, se potrudi, da jo dobiš, kajti to ni samo fizično delo, tisto, ko delaš na trasi, ampak tudi šteto je v to obnašanje, sporedno delovanje, se pravi z brigado, odnos do naselja, do tečajev v krožki in sodelovanje sporedno z samim delom. Kajti v brigadah so se pripravljale tudi dnevni časopisi, se pravi, mi smo danes prišli z delovišča in smo mogli do naslednjega dne pripraviti poročilo, časopis, vsaka brigada za sebe, recimo, kaj je naredila, kaj pripravlja in tak naprej. In to so pač, si se mogel tudi v to vključevati. In to so zjutraj brali, ali kako? Ja, to so potem naslednji dan, ko so prišli z trase, to je že bilo potem postavljeno in vsak je lahko prebral od sosednje brigade, kaj imajo. Tu so bile tudi zanimive fotografije. Sicer takrat ni bilo toliko aparatov, smo bolj risali določene nerodne situacije, ki so se zgodile, tudi to je bilo narisano, potem so bili komentarji zelo napisani in to smo potem obesili na zid. Takrat so še bile, ni bilo fotokopirnih strojev in tega smo mi to na matrice risali do polnoči in potem ciklostire. Ja, na roke. In potem zjutraj. In potem je to zjutraj moglo biti pripravljeno. Nedelje so bile proste? Nedelje so bile proste v smislu tem, da so ponavadi bile potem kakšna športna tekmovanja med brigadami ali smo imeli ogled kakega muzeja, kakšne zanimivosti lokalne, tovarne. V glavnem dogajalo se je skozi nekaj, tu ni bilo, da bomo rekli, zdaj se pa gremo vleči in bomo kar ležali. Tako da to je tista ena posebnost, jaz pravim, kjer mlad človek, tako smo mi bili takrat z 16 leti, pridobiš en kup samozavesti, se pravi odgovornosti, delovni navad in tudi moralni vrednot in tak naprej. No in v spomin na prvo udeležbo na kakšni od brigad? Moje spomini so zelo lepi. Jaz sem takrat deloval v mladinski organizaciji v Hrastniku in ko so se brigade začele formirati, smo bili mi funkcionarji prvi, ki smo videli in čutili potrebo, da na te akcije gremo. Nismo bili čisto prepričani, kaj lahko od njih pričakujemo, vendar smo šli z radovednosti in pa z zagnanostjo. Jaz sem šel prvič v Posočje leta 1976, ko so bili potresi in smo mi poskušali zadeve sanirati, koliko smo pač po svojih močeh znali, ampak nismo bili posebno uspešni, ker mi smo zjutraj popravili, po noči stresli, pa smo drugi dan spet popravili. Tako da se je to en teden pred zaključkom akcije država odločila, da je pač ta naša pomoč je neuspešna in so brigade preklicali in so poslali vojsko, da so zadevo delno Bergin pa to tudi čisto dotalj podrli in začeli na novo graditi, nas so pa zaradi varnosti pa tudi odmaknili. Potem je moja pot šla naprej. Imel sem priliko in možnost jeti z jugoslovansko izbrano brigado gradbincev v Bukareštu, tudi 77. leta, kodar smo pomagali graditi drugi največji trgovinski center in moram reči, da smo njihove gradbene norme porušili za 4-krat in da je vsega materijala zmanjkalo v tem prvem tednu, ko smo bili začeli delati, tako da so rekli, da je to nemogoče, da lahko otroci, dejansko smo bili mi otroci, srednješolci, naredijo več, kot naredijo njihove gradbene skupine oziroma podjetja. Tako da to je bilo eno zelo tako
izkušnja, ki se je, mislim, da samo enkrat v Jugoslaviji zgodila. Zgodilo se je pa to, da nas je bilo 77 udeležencev in vseh 77 udeležencev je dobilo udarniško značko. Mislim, da se to prej in pol ni nikoli je lahko več nek brigadir dobil v svojem življenju samo eno ali jih je lahko več dobil? Lahko jih je dobil več, ampak na eni brigadi eno. Ni mogel dobiti dveh. Je bil še kakšen? So bila še pisna priznanja, više nagrade oziroma priznanja osebno ni mogel dobiti kot udarniško značko. Je pa brigada kot taka lahko dobila trak akcije pa priznanje akcije pa. No, verjamem, da niso bili vsi študenti takrat, da so bili tudi ljudje, ki so bili zaposleni po tovarnah, v rudniku. Kako je bilo pa za njih recimo poskrbljeno? Zdaj pustiti za 14 dni pa za mesec dni neko svoje delovno mesto, pa oditi kam v brigado? Bilo je tako dogovorjeno. Skupnosti so sklepale samoupravne sporazume, občine, delovne organizacije in pa država in so omogočili določeno število zaposlenih ljudi, da so se udeležili akcije. Akcije so se pa udeležili tako, da so imeli izredno plačan oziroma neplačan dopust. Dobili so 80% osnovne plače in šelo se jim je v delovno dobo. Ni bilo prekinjeno delovno razmerje. Sicer so pa na akciji tistih 20%, ki pa niso dobili plačani, je bil pa njihov lastni prispevek k delu, dočim vsi ostali študenti in pa celo pionirji, ki so se nam kasneje pridružili, so pa delali čist brezplačno. In seveda plačila ni bilo, ne? Ne, čisto. In samo hrana, pijača? Ja, to so zagotavljali. Pa kulturne prireditve, ki so bile v okviru? Ves program, ki je bil, so zagotavljale občine oziroma ta lokalna skupnost, kodar smo bivali, da so te potrebe, kar je bilo oni plačevali stroške. Slišali smo že prej, da so šli tudi medicinci zraven, šli so tudi narekovajih fizikalci, ki so bolj krampali pa lopatali. Šli so pa verjetno tudi kakšni glasbeniki. Božidar Wolfgang Wolf je tudi šel na kakšno brigado. Ampak on ni krampal, ne? No, nikoli ni imel roke namenjene za fizična dela, je pa imel vedno dobro voljo sabo in kitaro. To so bili sestavni deli njegove osebnosti in je pa recimo s tem svojim prispevkom moralnim spodbudam naredil veliko veselja vsem udeležencem, predvsem pa ženskem svetu, ki so se še tisti čas pa malo bolj limale. No, prej sem dejal tako malo šali, da se je pijančevalo. Ni se, ne? Zelo malo. Ne moramo reči, da do tega ni prihajalo. Malo zato, ker ste bili vsi utrujeni? Ne, največ zato, ker ni bilo možnosti priti do alkohola. V glavnem, glavna pijača na trasi, sploh na deloviščih je bila voda. Smo imeli celo posebne vodonoše, ki so s temi plastenkami hodili okrog in so to vodo raznašali. V naselju se je pa dalo dobiti kako pivo, ampak to je bil pa tudi višek, kar je bilo od alkohola. So bili tudi kakšni disciplinski ukrepi, verjetno? Da, seveda. Ni bilo tukaj šale, te je bilo strogo, se je vedel, kaj se sme in kaj se ne sme in kdo o tem odloča. So imeli tudi disciplinske komisije, ki so pač odločali in po potrebi zelo malokrat, ampak se je tudi zgodilo, da smo mogli kjerka pa odsloviti zaradi neposlušnosti ali neprimernega vodenja. Poznam nekaj, ki hodijo na romanja, ki so hodili kot otroci, pa so se tam spoznali in se tudi poparčkali, se poženili. Je bilo tudi tako v teh delovnih brigadah, da so potem živeli, nadaljevali ljubezen, potem tudi v civilu? Imamo v Velenju ravno zanimivo zgodbo. Mislim, da imamo najmlajšega brigadirja iz področja Jugoslavije prav v Velenju. To je zanimiva zgodba. Oče in mama sta se spoznala v brigadi. Naslednje leto je potem prišel sinek na svet in je mama ostala doma. Je on sam šel v brigado. Ta tretje leto so pa vsi skupaj šli.
in ima zapisano, ima tudi priznanje kot brigadir, da je bil, mislim, da so bili v Mostarju, v brigadi in bili z očetom njegovim smo videli, da so šolca. Se pogovarjamo, včasih je rekel, da ne more verjeti, da je on takrat svojega otroka mogoče zvečer dobil nazaj. Cel dan se je vozil z totimi, ko so vozili material ali s kombi, ali so ga imeli sanitetke, v glavnem je rekel skupinsko čuvanje otroka, ne. Je pa bil brigadir, ne, kot tak. Ste vi... Tak, da, mislim, da je tati zakonov kar nekaj, Je kar, ne, ampak so vsi uspešni. To so bili, zdaj sem imel priložnost recimo spoznati tudi par v Kikindi, iz Beograda sta, mož in žena, ne, in smo se pogovarjali, njima se spoznala ravno tako v brigadi in ta brigadirska ljubezen še zmeraj drži. Ko se je to nekako z razpadom Jugoslavije nehalo, končalo, kako vama je to padlo v srce? To so bili nekako eni neprijetni trenutki za nas brigadirje, celo tiste, ki smo bili povezani, kako bi rekel, z temi ljudmi in smo še danes povezani. Mi nikoli nismo prekinuli stikov, mislim, da brigadirja ni tistega, ki bi prekinil stik z prijateljem zaradi politike, zaradi tega, da se je pač država razpadla, se je pač zgodilo, kar se je zgodilo, ampak za to niso krivi ljudje ali nacija, ampak so posamezniki. Tako da jaz zaradi tega, da se je razpadla Jugoslavija, nisem izgubil nobenega prijatelja iz Jugoslavije, tako rekoč. So mogoče nekateri, ampak ne brigadiri, ki so si pač ustvarjali drugo mišljenje o nas. Žal, mi imamo tudi recimo v statut zapisano, da smo politično društvo in se z politiko samo kot tako ne obadamo. Vsak član je lahko pač v stranki, to je njegova zasebna zadeva, ampak kot društvo mi v politiko se ne mešamo in se tudi nikoli prej nismo. Kajti kot mladinska organizacija smo delali stvari, ki so bili takrat potrebne za mladino, za razvoj, nekako v tem smislu smo tudi delovali. Kajti jaz mislim, da samo delo, kot brigadirsko delo, ni bilo povezano z nobeno politiko na ta način, če smo išli delati dobra dela. Ne rečem, da se je sporedno kot mladinska organizacija vodila nekje kao politično, ampak da bi pa direktno se mi vmešavali nekaj v politiko, se pa nikoli nismo. Kako pa je vam padlo to? Se je to nekako zaključilo? Ja, zaključilo se je nažalost z propadom Jugoslavije ali pa z ustanovitvijo nove države. Zgodilo se je en paradoks. Vsi arhivi dejansko mladinske organizacije ZSMS-ja so bili več ali manj zgubljeni. Nekaj smo jih najdli v kontejnerjih, nekaj jih nismo nikoli najdli. Zelo malo imamo arhiviranih zadev v muzejih. Mi smo zdaj v teh letih, 5 letih delovanja, vse, kar smo lahko najdli, zbrali, uredili in dali v Zasavski muzej v Trbovlje. Tako da zdaj to za zanamce je zadeva seznamsko, slikovno, materialno spravljena. Tako da to se ne bo nikoli več zgubilo, kar smo uspeli rešiti, ampak še vedno imajo posamezni veliko stvari doma. Ne prinesejo. Ja, ne, prosim, prinesejo. Samo preslikali bomo, pregledali pa vrli takoj. To je zdaj tehnika nam omogoča, da to hitro naredimo, lahko ob prisotnosti človeka, tako da se sigurno ne bo nič zgubilo. Mi bi bili presrečni, če bi kdo najdel priznanje Veljko Vlahoviću, ki ga je dobila brigada na Đerdapu 3. julij, pa ga ne moramo najti. Dobili smo ga, to je najvišje priznanje, ki ga je lahko brigada dobila, pa ga ne moramo najti. Ko se je Đerdap gradil? Ja, ko se je Đerdap gradil in če ga kdo ima, jaz bi bil presrečen, če bi to lahko do kluba prišli, pa da bi to arhivirali. Prav tako smo zdaj tudi prej v teh dejavnostih, ko smo govorili z razstavami, probali pokazati del tega našega življenja, kot da smo uspeli dobiti slike tudi z Brčko Banoviči 45, 46, 50, Titan, mislim z različnih akcij, kot da so naš
ljudje bili in smo to predstavili v Trbovljah, v Hrastniku, v Zagorju. Letos bomo poskušali ta naš material prenesti tudi v Radeče in v Laško. Dočim naši kolegi v Velenju pa tudi harajo gor s temi več tedenskimi razstavami. Si tudi vmes izmenjujemo te našitke, ki so bili popularni na teh naših brigadirkah, arhiviramo, spravljamo vse. V glavnem, kar je bilo, ampak bomo pokazali te sodobne. Kar je bilo, poskušamo ohraniti, tako da tudi na naših srečanjih vedno kaj razstavimo tazga, ki smo ga, kar smo najdli. V zadnjem času nam je celo uspeli iz enih osebnih arhivov pridobiti neke dokumentacije o ene iz zadnjih zveznih delovnih akcij Zasavja 90. Smo dobili neke spiske ljudi, neke poročila občinska, neka priznanja, tako da se delčki se odkrivajo. Tako da tudi to je namen, ne? Ja, da pač to se vidi, kaj se pravzaprav res delalo in da se ta zadeva dokumentira. No, moram reči, da smo imeli lani pa izjemno srečo, da smo se lahko pridružili razstavi Tito obraz Jugoslavije, ko da so nam razstavljavci, klubom in društvom ponudili enodnevni brezplačni prostor na gospodarskem razstavišču. Na gospodarskem razstavišču, kodar smo na 7 društvu predstavili pravzaprav svoj arhiv. Da so obiskovalci in tudi brigadirji drugih klubov videli, kak arhiv pravzaprav imamo in smo bili prav ponosni, da imamo kar precej še tega. Čeprav nam tudi še več tega nam pa manjka. No, mi smo, če lahko dodam na to, recimo v Velenju imeli lansko leto v dnevu brigadirja, se pravi 1. aprila, smo mislili enomesečno razstavo. To je dan brigadirov, 1. april. Tako. Na dan lažnivih kljukcev, ne? Zanimivo. Ja, ampak istočnica tega je nekje daleč nazaj v zadju. 1. aprila se je začela graditi proga Brčko-Banoviči. Zato pa 1. april. Zato je tudi 1. april. Ja. Vendar rad bi se navezal na to zadevo okrog razstave, ki je nekako, kako bi rekel, kot je že Borut povedal, je težko, kaj ti materijali so doma spravljeni, izgubljeni in je težko ta mozaik sestaviti iz vseh časov zgodovine. Mi to delamo kot društva, kot zveza, kajti želimo si, da bi pa le nekje nam uspelo narediti en muzej na državnem nivoju, kajti brigadirstvo, tako kot je bilo na področju nekdanje Jugoslavije, ga nikjer v svetu ni bilo na tak način. In verjetno bi to bilo ena zanimiva zadeva, če bi nam uspelo pridobiti nekje prostor in nekoga, ki bi pristal na to, da nam pomaga, da bi pač ustanovili ali postavili muzej brigadirstva Slovenije, Jugoslavije. No in kot sem rekel, lansko leto smo mi hoteli narediti enomesečno razstavo v Velenju, kar nam je tudi uspelo, na kar smo se nekako z direktorjem premogovnika na njihovo željo dogovorili, da bi pa še podaljšali in tako smo potem podaljševali od aprila do septembra, ker je bilo zelo zanimanje. Mislim, ljudje so prišli z veseljem pogledati. Prinesli tudi kakšen material, verjetno? Ja, tja direktno ne, ampak nekaj smo pridobili na to, kar so oni videli, potem nas poiskali in nam dali tudi nekaj svojih osebnih stvari, kajti problem je ravno v tem, od značk do priznanj, do vsega tega, to je nekje en del človeka, ki je to zaslužil in je dobil in mu to pomeni. Jaz pravim, značko kupiti, sicer jo tudi dobite, ampak težko, ampak to nima simbolike. Se pravi, to je ravno tako, kot bi vi kupili eno medaljo, da ste bili olimpijski prvaki, obesili gor, ampak vi sami veste, da to ni to. In ravno tako je tudi potem s temi značkami, ljudje se na kar tak način nočejo ločiti. Čustveno so vezano. To je čustveno vezano na to. Se pa dogaja, recimo, da so pač preminuli in potem otroci nekako do tega nimajo nič in pravijo, vam bomo dali, kar z veseljem tudi sprejmemo. Je pa pismeni del gradiva, tu je pa pomanjkanje, kajti, kot je Borut povedal že prej, ogromno tega se je v 90 letih izgubilo, zavrglo. Ljudje so mislili, da je pač konc vsega tega, da je to nekaj najhujšega bilo, zakaj ne vem, tega nikoli ne bomo razumel. Žal, mi ta mozaik počasi sestavljamo in upam, da nam bo uspelo nekje do te stopnje, da bodo mladi zanamci le vedeli, da nismo ne vojaki, ne taborniki, ne vem kaj še, ampak da smo bili brigadirji pač to, kar smo.
No, žal ne, se nam čas za to oddajo izteka. Tisto, kar sem prej v uvodu dejal, da gledalci spremljajo oddajo na praznik dela. Kakšen je spomin vaš na praznik dela, na praznovanje 1. maja, nekoč, danes, kako ga zdaj praznujete? Težko je opisati to vprašanje vaše, ampak ga bom poskušal. Nekako v tisti časi, ko smo bili brigadirji, mladi, zanosni, smo praznik dela doživljali kot eno veliko zmago. Kajti v prazniku dela so se odpirale delovna mesta, nove tovarne, zgradile so se ceste, bolnice, šole in tako naprej. Skratka, ob prazniku dela smo predstavili tisto, kar nam je uspelo narediti v letu, 2 leti. Danes je žal to vse drugače in veliko je mogoče tudi ljudi, da sploh ne vejo, zakaj je 1. maj praznik dela. In vejo, da so prosti, imajo prost delovni dan, pa ne vejo natančno zakaj. Še celo Ja, tudi 2, ne? Zaenkrat še. Ja, zaenkrat še, čeprav že to je na potu nekomu. Žal smo prišli v neke čudne čase, kjer so vrednote in moralne vrednote in vse te zadeve premalo vredne, gleda se samo vse skozi kapital, čez denar in iz tega potem tudi pride tako daleč, da ljudje več se ne znamo pozdravljati, ne znamo se pogovarjati. In še vaš pogled? Ja, moj pogled je bolj sveto. Res je, da je bilo v letih, v katerih govorimo za nazaj, lažje živeti. Bilo je manj ovir. Ampak mislim, da smo se jih tudi manj sami postavljali. Danes je težko življenje. Slabše je, kot je bilo. Vendar žarek upanja tli. Samo treba je videti, gledati treba proti soncu, vse se bo zrihtalo. Samo ne se dati, ne se pustiti teptati, pojmo naprej, odločno povemo, kaj mislimo, da je prav in kaj je narobe. In te treba vztrajati in zadeva se bo uredila. Slejko prej. Lučen obzorje. Seveda. Ja. Ja, zdaj, kajti za ta delavski praznik so padale tudi žrtve. Žal tega danes ne vejo ljudje, ki praznujejo ta praznik, ne vejo pa, kaj so delavski razred, kaj je mogel vse narediti, da je prišlo sploh do tega praznika. Ne. Tu je mogoče tisti vakuum, kjer manjka nekaj. Ne. Pa upajmo, da bojo v bodočnosti to spoznali, da so to bili eni lepi časi. Včasih jaz poslušam ljudi, ki jih takrat še sploh ni bilo in danes razlagajo, kako je takrat bilo. Žal, tu je verjetno tisti vakuum, ki je naredil ali naredi sceno tako, kot je. Hvala vama za obisk v studiu. Verjamem, da bo še kdaj priložnost, da kakšno rečemo o brigadirjih pa o udarnikih, ne, oba sta udarnika. In uspešno delo še naprej. Ne? Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam za povabilo in če je to za praznike, vesele praznike. Okay, hvala tudi vam za pozornost in lepo še praznujte 1. maj, praznik dela. Srečno. Srečno. Srečno.